Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Javljamo se iz Mirna pri Gorici, kjer je z menoj izjemen gost Oskar Kogoj. Posnela sva že eno oddajo, danes pa je na vrsti torej druga oddaja, ker ima moj gost izjemno modrost, izjemne dragocene življenjske izkušnje, ki jih seveda z veseljem in srčnostjo deli z nami. Oskar, tukaj sva ob ognju, a ne? Danes ogenj simbolizira kaj? Pred krščanstvom smo mi častili ogenj. Agni, še danes v Indiji je obred, ki se imenuje Arati. In sicer, tako kot so naši predniki v najstarejšem času orali v obliki elipse, ni imelo ne začetka, ne konca oranje. To je bilo v smislu počastitev Bogu Rami, Aratri. In Agni, ogenj, je še danes vir življenja, zato ga kdaj zakurimo. In moj učitelj, Sai Baba, je rekel, če greste k ognju, slabe misli vrste kar ogenj. Super, dajmo skurt to karmo, ne? Že enkrat ne gre noter dost. Ja, in to je lepo. Že kot otroci smo prav na tem terenu, tukaj ob Vipavi, kurli, ne, smo se imeli lepo. In zdaj na stara leta spet postanemo verjetno otroci, ne, tako pravijo, ma zgleda res tako, in radi zakurimo tukaj z mojimi zati, pa kaj spečemo, kaj skuhamo in tako naprej, kakšno vrtaljo, kaj taka. Danes sem vas tukaj povabil, ne. Pijemo sicer vodo. Zelo ste gostoljubni, tako da res lepo, hvala. Bomo potem še kaj drugega, ne. Ja, bomo. Odlično. Burja je, ker malo piha, ne. Ja. Super. Prejšnjo oddajo sva zaključila z Jezusom, ne, in z tisto resnico o Jezusu. Kaj pa Jezus in Magdalena? Sveta gora, tam zadaj, ko sem bil, nora energija je tam na Sveti gori. Kaj je tista prava resnica, ne, o Jezusu in Magdaleni? Kar nam niso povedali? Ja, zdaj, kar jaz vem, ne, Jezus Kristus je bil čist, ne, kar se tiče fizičnosti, ne. Skoraj tako kot Aleksander Makedonski, ima Kristus mogoče prav čist, ne. Ta ženska je pravzaprav začutila, ne, ki je marsikaj dala v fizičnem smislu, ne, in začutila, da je čista duša, ne. In se zgodi tudi v današnjem času, da nekatera stara duša začuti, recimo, ne vem, en star gospod, pa ena mlada punca hodi na obisk samo zaradi tega, zaradi čiste ljubezni, ki je med njima. Nima fizičnosti, ampak čista ljubezen. To je pa tisto, ki moramo mi vzgajati, ne. Seveda, v ljubezni je potem tudi tista čista ljubezen, ki proizvede potem otroka, ne. In to je zelo važno, ne, da gremo v čistosti, ne. To je moja mama učila, ne. Moji nonoti, ne, se nas učili. In danes mi moramo učiti naše otroke. Čista ljubezen. Prenese vse. Zdaj Marija Magdalena je začutila, ko pač je dala življenje marsikaj, z različnimi, rekel, moškimi, je začutila, da ta pa čist človek. In ona se bo je vrgla na tla. In on je to spoštoval. Zdaj, vse ostale pravce, ki so neverjetne. Tu je čista ljubezen. Čista ljubezen. Enost, resnica. Enost, ja. In duša ne rabi telesa takrat, ne. To je tisto zanimivo.
A je res to, da zdaj Jezus in Magdalena držita portal za dvig zavesti na planetu Zemlja? Kaj vi menite o tem, kako vi to doživljate? Bi rekel, da je Marija močnejša. Močnejša zaradi tega, ker je spočela Jezusa Kristusa brez madežne dotake, brez fizičnosti. Kakšen dokaz imaš? Imamo dokaz Išvarama. Išvarama, mama je imela, saj baba je bil 4. otrok. In potem se je vprašali, predvsej babo, kako se je to zgodilo? Kako brez očeta? Ja, je rekel, se bab, vprašajte njo, Išvaramo. Ali je praseva ali prasava, so dve besede, sanskrtske. Praseva, da je obsijana soncem, prasava po očetu. In ona je rekla, ja, jaz sem vlekla vodo iz vodnjaka, takšen kot jo imam jaz, čisti zvir, in kar naenkrat iz davline, iz hribov, prihajala k meni ena bala, svetlobe. In tista bala je šla v mene, jaz sem padla v nezavest. In sem postala noseča. To je možno, znanstveno morajo dokazati, ampak dejansko je isto bil rojen z Marijo Jezus Kristus in Marija je še vedno močna. Išvarama je potem, ko je že umrla, je Sai Baba povedal, se je želela iti, da bi potovala v eno svetišče. Ni mogla. In po smrti je Sai Baba šel v tisto svetišče. In so videli, kako se je mati materializirala in je šla voliti. Že po smrti se je to zgodilo. To so nenavadne stvari. Mi verjamemo, da je res, ker je mojster potrdil tisoče in tisoče. Jaz sem videl na tisoče materializacij. Z mano na drugi strani, na ženski strani, pa tudi Tatjana, ki je tukaj sedi, ne potrdi tudi. Ja. Je res, Tatjana? Tako da imamo pričo, tako da tisti neverni Tomaži, ki ne verjamete. Ja. Ne? Zdaj pa, seveda je pa ogromno teh pravljic in pripovedki. In pripovedki je vedno neko jedra. Ne? Vsaka pravljica ima jedro. Nam nerazumljivo, da so živeli pri nas velikani, mi še nismo dokazali. Smo dokazali, da imamo najstarejšo piščal, 60 000 let, ne? Najmanj, iz bab. Ne? Imamo ogromno najstarejše kolo v Ljubljanskem barju. Ne? Slovenci imamo ogromno teh stvari, ima treba povleči ven. Ne? Treba je priti v stik s to resnico, ne starodavno. Mnogo smo rekli, največji čestilci, pirhovi, resenice, smo Slovenci. Po količini. Tu mirno imamo celo tekmovanje, ki je že 40 let. Tekmovanje v zbijanju. Jaz nisem mogel razumeti, zakaj. To je bilo posvečeno vse Bogu Belinu. Pred Kristusom smo mi molili Boga Belina. In gospod Petkovšek, profesor, zdravnik s 6 specializacijami, je napisal, še živi, je napisal knjigo v italijanščini, v slovenščini, ker živi na italijanski strani, je raziskal vse, kje je Belin. Italijani so nam vzeli barvo. Che bello, to je Bog Belin. To je svetloba, bela, to je belo jajce. Prej smo gledali ta jajca. Na morju tukaj sem najdel enega starega Boga Belina, ki ima jajce v rokah. Je kip na morju, na našem tukaj. Pred najstarejšo cerkvico, pred Oglejem. Je treba se raziskati in potem gotoviti. V jeziku je pa stalo ogromno tega. Ne? In ta Belin je, tudi Bled je vodovo po Bogu Belinu. Veliko, potem Bilje, tudi po Bogu Belinu. Ogromno besed, ki so osnova, da je lahko Bog Belin. Tukaj Bilje, ki je sosedna vasica, tam so najboljše ilovce in so že za časa Rima pekli opeku in korce. In vsakikrat, ko so končali naši predniki, so se zahvalili Bogu, so potisali svoje prste, odtise so dali noter. Jaz sem to dobil odkril.
Pa to je znanje še pred Kristusom. Vse staro znanje smo prenesli v krščanstvo. In vsi stari znaki jih dobimo tukaj, ki so jih naši predniki še imeli. In se bi rekel, skoraj izgubili. So ostali v besedah, so ostali v določenih spomenikih, nekaj na italijanski strani, Tribožjat je zapisano, pred 3000 leti zapisano. Ja, Tribok, Triglav. Triglav, ja, to je to. Ampak... Kultura est, jo kličemo. Ja. Vse te religije, prej sva gledala tisti list, kjer imate napisane vse religije in kako vidite zdaj to, a se zdaj to presegamo, vse te religije, gremo še na višji nivo v tisto enost resnico? Mislim, da ko se pojavijo avatarji v zgodovini, takrat človeštvo gre naprej. In osnova se pa transformacije, pride do resnice. Če rabiš malo, ni treba, da imaš veliko. Zakaj? Sreča moraš biti. To je najbolj večje bistvo. To je ta pravi diamant, ta pravi biser. Da si srečen s tem, ko imaš, kar imaš in to je dovolj. Znaš obrniti in pravilno uporabiti to. Na pravi način. Kvaliteta življenja. Življenje mora biti kvalitetno. Na pravi način. Zdaj, če je dovolj en košček kruha, ne jaz dva. Ja, malo rabimo, ampak preveč jemo. Tudi preveč ne pretiravati nobeni stvari, to se nas uči. Zmernost, tako, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Pozdravljeni, dobrodošli v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije z izjemnim gostom, gospodom Oskarjem Kogojem. Oskar, že kot otrok ste bil radoveden, vselej ste se spraševali o ozadju stvari, predmetov, izvoru, simboliki, ki jih prinašajo iz davnine. Raziskujete kulturno zapuščino, pozabljeno znanje vseh teh starih civilizacij, zavezani slovenstvo. Torej, ogromna pot, ogromno izobraževanj po Sloveniji, tujini. Kako mogoče vidite razliko Slovencev pa nekaterih drugih narodov, mogoče kakšne podobnosti, kakšne razlike? Kako mogoče tukaj, kaj imamo Slovenci, kakšno prednost mogoče, ali pa kje so slabosti mogoče tega naroda? Recimo, ne vem, ko sem v Benetkah imel skupino skandinavskih študentov, ki so bili izjemni in sem čutil, da neka povezava plus Finci obstaja. In pa dobim v knjigi, poznaje, toliko let nazaj dobim, me tudi povabijo na Finsko, mi razkažejo, postane prijatelj Tapio Virkale, kateri je podprl Natura Design. Sam si umaknil v divjino na stara leta, v Laponijo, tam si je napravil eno hiško, živi od tega, kar mu je tista narava dala, na stara leta. No, približno tako, kot mi zdaj. In mi je dal marsikaj slutiti, kaj je najboljšega za človeka. Vsaka, dobro delo, ki ga opravi in oblikovalec in umetnik, tisto je največja nagrada. In ko se potem na koncu življenja sestavim kup stvari, te izdelki sporočajo in govorijo, če imajo kaj v sebi. Tako, in vaši imajo izjemno energijo, ljubezen. Imajo, jaz sem se zelo trudil, ampak poglejte, že običajna voda, ki jo damo na sonce in ki ima tu valovnico, Batičeva prva steklenica, in ko damo magnet, voda absorbira. In ko smo prej rekli, da Išvarama je vlekla vodo, je tista voda ji pomagala, da se je inkarniral, čudežno inkarniral otrok sejba. In mater v maternici vodu, kako ne se ona razvija, da bi spoznala to resnico. Saj tudi ona je bila duhovno razvita, ampak ni imela te izkušnje. Ta otrok je bil prav poseben otrok. In koliko je mogla pretrpeti, da je spoznala. To se pravi, vedno je treba veliko delati, tudi malo potrpeti, zato da pride do nekaj dobrega. In zdaj, če mi ne počnemo, če ne razvijamo, najprej eno obliko, pol drugo, pol trečo, če mi ne gremo in proces. Najprej moramo imeti eno tudi videnje, potem pa en delovni proces. Roka se največjo
bogatstva, ki jih imamo. In če jih ne uporabljamo, ne moramo razvijati tudi naše duše, ne? Tudi naše organov. Ja, saj baba je rekel, ne, roke, ki pomagajo, so svete še od ustnic, ki molijo. Tako. Absolutno je molitev tudi dobra. Ma, če je dobro delo, je že noter molitev. Ne? Ni potrebno posebej. Tudi sama meditacija, ki je sama na sebi. Je rekel, saj ni potrebno. Dati v življenje. Če nekdo rabi, pa naj to počne. Ne? Važno je, kakšen je rezultat življenja. Zdaj, če ti si nekaj dobrega napravil za človeka, si to avtomatično za sebe. To je smisel vsega. Ne? In zdaj pri skandinavskih narodih, zaradi tega, ker so ohranili oni to, so ohranili v mrzlih krajih, v ledenem obdobju, so razvili določene elemente, ki so tako perfektni, odlični dizajnerji, skromni ljudje, imajo veliko odlike. Pri Slovencih se čuti, da imamo tudi to, imamo preveliko bogatstvo mogoče. Ne? In naši predniki so bili skromni, danes pa ni zadosti, da imaš en avto. Ta pohlep je malo človeka. Ni bil vzgojen, po mojem, v tistem bistvu. Ne? To je vzgoja izredno, izredno važna. In to sem zadnjič rekel tudi, kakšna je najlepša moj izdelek. So vrhunske stvari, ki so povezane tudi z avatarjem. Ampak otroška žlička je tista, ki je premaknjena lahko malo. Otroka. In če je premaknjena otroka, kaj je spravila na dobro pot. In to je vse. Torej, delati dobro, delati srcem za druge in s tem tudi za sebe. Avtomatično za sebe. Ker smo itak eno, ne? Ker smo povezani vsi med seboj. Naši starši, naši predniki, vsa civilizacija, tudi rimska civilizacija, ampak mi smo pa še starejši od Rima. Ne? Smo staro ljudstvo, ki bi moralo zdaj povleči tisto zaklade, ki jih imamo. Ne? Jih imamo v naših genih. Ja. Imamo zaklade, ampak kaj se dogaja zdaj v teh časih? Zakaj kaj imamo to stanje? Zakaj? Slovensko stanje je, pohlep je uničil. Jaz sem delal za najboljše tovarne slovenske, zaščitne znake. Ostal je samo almanah svetovnih znakov, med njimi so tudi slovenski, podjetji ni več. Zapravi, se je spremenilo, se je rešilo. Slovenija je že pravzaprav vprašanje, kaj ima še svojega. Ne? Moramo zelo paziti, da nam ne vteče vse. Se razprodali, ja. Žal, in to ni dobro, ne? To se ne sme dovoliti. Ja. Kdo naj to ukaže? Ja, vrhovni poglavar in vsi ostali. Torej, zamenjati oblast. Oni morajo skrbeti za to. Drugače. Sam, kako bodo oni prebudili se, ker so še pač na tej stopni zavedanja, ki so, ne bomo sodili, ne pač, ampak tam so, kjer so, to bo trajalo še, ne? Gledamo zgodovino, ne? Od Mussolinija pa Hitlerja, vsi so mogli iti, ne? Zdaj, v različnih obdobjih zgodovinskih, če ni bil ta pravi, je mogel iti. Vse Gandhi mislim, da je rekel, ne, da so v zgodovini vsi diktatorji so propadli. Ne, ker pač... Gandhi je premagal največjo vojsko na svetu, je premagal z nenasiljem. Nenasilje. Sočutje. In zdaj mi ne smemo iti z nasiljem, moramo s pravimi stvarmi. Tudi vaša oddaja se mi zdi, da je dobra, ker uči prav. In bodo rezultati. Ne. Torej, mali koraki. Počasi je nekaj dobrega se nabere. Privleči ljudi, ki hočejo to. Ne zakurijo ogenj, pa ne so tukaj ustavijo malo. Ne vržejo slabe. Da se odpirajo srca, ne? Da se prebujajo srca Slovenije in potem širše. Ne? Potem pa iskati vse to, kar narava daje. Ne? Te nepopisne lepote. Ena cela Slovenija je pod zemljo. Ne? Ki jo ne poznamo, pa premalo poznamo, ne? Škocjanske jame, Postojnske jame, druge jame. Se mi niti ne vemo, koliko je velika, globoka Slovenija. Pod zemljo je en popolnoma nov svet. To bi morali tudi znati izkoristiti. Ne? In velike talente na vseh področjih umetnosti, ne? Zlasti tudi igralske umetnosti, potem, da ne govorimo slovenske pevke, kako lepo pojejo, slovenski jezik uporabiti najprej, poleg angleški, ne? Ja, to je treba spodbuditi.
in nagradi. Če bo slovensko, dobi nagrado. Tudi angleško, se ne reče, če gre ven, ampak najprej slovenski jezik. Ne. Slovenski, ja. Super, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli še v tretjem, zadnjem delu druge oddaje z Oskarjem Kogojem, Prebojeno srce Slovenije. Oskar je velik raziskovalec torej vseh teh pozabljenih znanj, starih civilizacij, išče resnico, odkriva tisto, kar je bilo dolgo skrito človeštvu. Tako da bova zdaj povedala še nekaj o Egiptu, mogoče Keopsova piramida. Kaj je ta resnica? No, velike piramide so bile, obstajajo tudi na našem jugoslovanskem terenu piramide, ne? Osmojenagič, ne? Ampak tam so drugačne piramide. Tudi v Egiptu je ogromno piramid, ampak največja uganka je pa Keopsova piramida, ki se je imenovala Pa-Henoh. V Stari zavezi obstaja hiša, Pa-Henohova hiša. Potem se je to preimenovalo zaradi interesov Keopsa, ker ni mogel v 23 letih, ki je vladal, organizirati na tako stvar. Poleg tega, mi smo jo študirali, Keopsovo piramido, z filozofsko fakulteto v Benetkah, cela ekipa ljudi, smo imeli odobrenje, da smo šli tudi precej skrite kotičke, celotne zbirke tudi. In s pomočjo Sai Baba odkrili, kaj se je tam dogajalo. Sai Baba je ključ razumevanja. To je bila energetska tovarna, bi lahko rekel, z špico iz 160 ton zlata. In imela veliko soban. Ena glavnih soban je bila pa ena taka energija močna, ki jo ona proizvaja z različnimi kameninami, ki obstajajo. Tonske vrednosti kamnov, ki jih ni mogel človek na roke napraviti. Se je premikali s pomočjo misli, verjetno. Celotna zgradba je pa služila, po mojih raziskavah tudi in tudi drugih, da so prišli ljudje, ki so že dozoreli, so šli v sobo kralja in tam smo tudi mi sedeli. Tam so posebne energije, posebna vibracija in tam so iz telesa so šle duše. Ja. Tudi v Vajkuntodamo so dobivali določene informacije in prišli dol in potem učili ostalo ljudstvo, ki je bilo na nižjem nivoju. To se dogaja tudi pri Slovencih, kjer sem poznal enega prijatelja, raziskovalec je Troščanov, Tone Berlot, pokojni, ki je rekel, sem šel iz telesa iskati informacije, da sem dešifriral lahko Troščane na bazi vseh slovenskih jezikov in dialektov, slovanskih jezikov in dialektov. In je ostala knjiga, je težko razumeti, sem ga peljal tudi na Beneško univerzo, moj profesor Žepe Macerjol, ki je on govoril troščansko, je kar ostal. Zdaj, vse te raziskave, ki so vezane tudi Slovenci, so tudi v Egiptu zelo močno zasnovane. Vendar, da je Egipt tako magičen, tako skrivnosten, da recimo v enem prstanu pri Tutankamonu naj bi svečeniki zapisali eno tako energijo, da ko je Karnavon to odprl, je lahko zbolel. Se pravi, so skrite dimenzije v zdravstvene namene, a tudi v nedotakljivost človeškega duše v telesu, ki je pokopana. To so taka velike skrivnosti, da ni nikoli konca. Mene pa so spodbujale oblike, recimo Ankh. Jaz sem tudi napravil za eno podjetje Ankh, obnovljeno. In mi imamo Gank. Kaj pa pomeni Gank? Začetek, potujemo, se vrnemo tukaj in potem imaš to palco, levo, desno. To je tehnica. Dobro dela, slaba dela. In zemlja. To je inkarnacija. Človek ne bo nikoli mogel razumeti človeka, če ne spozna, da je sestavni del velikih inkarnacij. So tudi določeni ljudje, ki to prebujajo. Kako zdaj? Zdaj, to je zelo dvoumno, ne?
Včasih je tudi smiselno raziskovati, včasih pa nesmiselno. Zlasti je rekel Sai Baba, ne se ukvarjati z magijo negativno, zbaj s črno magijo. Tista vas prinese lahko tudi obživljenje. Kako pa preseči vso to ciklično rojstvo in smrt, torej cikluse inkarnacij, reinkarnacij? Samo delati dobro. Delati dobro, da se izniči vsa stara slaba karma. Je vse pokazalo. Jaz sem bil tudi v Kairskem muzeju, kjer je muzej vseh teh križev, pravzaprav kako nastane iz anka, kako nastane križ. To so neverjetne oblike, kako so stari pustili v spremembah. Če pogledamo te vrata tukaj, to je vse, so vse noter stare oblike naše. Od venetskega B-ja, kroga in pike Boga, sulica, obramba slovenskega naroda. Vse je noter. In piramida je, pogledajte tam piramida, vidite križ? V obliki križa. Torej, oblika je energija, oblika je narava, narava je Božje stvarstvo, pravite, ne? Ja, in to je to. V naravi je vse. Človek mora najti sebe v tem naravi. Ne? Eden bo šel v čaje, drugi bo šel v kamenine, tretji bo šel v katerikoli. Zdravi vse, ne? Na različnih nivojih. Ne? In pa smo vsi srečni, vsi dobri, ne? Vsi veseli. Ja. Moja žena Tatjana se tudi ukvarja z zdravstvom. Ne? Včasih ji uspe tudi dež preklicati, ne? A pa zdraviti kakšno živalco, ki pade na tla. Res je posebna zdravilka. Ja. In tudi kozmetičarka vrhunska. Včasih vidi tudi pri meni tisto, kar nimam, ampak dobro. Zato tako mlad zgledate. Ja. Super, super. Odlično. Tako da dejansko, kljub velikemu uspehu v življenju, ne, razvijate, predvsem poudarjate vedno to duhovno plat človeka. Ne. In danes so drugi časi, treba se torej preobraziti, povezati s tistim Bogom, ki je v nas, pravite. Ne. In človek kot bitje se mora preobraziti in se vprašati, kdo sem. Torej, kdo zares sem. In če postavimo pravilne vprašanja, dobimo tudi pravilne odgovore. Mogoče še kakšna beseda na to temo? Ja, misel je kot ena krivulja, ne, ki poteka, je nevidna. Je ogromno sveta, ki je neviden, ampak obstaja. Obstaja in mi bi morali koristiti. Jaz sem recimo napravil eksperiment. Sem rekel, zadnjega mojega konja hočem postaviti v Jeruzalem. In sem vzel zemljevid Jeruzalema, postavil konja na eno točko v Jeruzalemu, čez 5 let se je to zgodilo. In vsakrat, ko sem šel mimo, sem mislil. Ma nisem poznal ne ljudi, vse se je to zaokrožilo in smo tam postavili simbol slovenstva pred starim parlament v Jeruzalem. In karkoli človek želi, tudi doseže, mora biti pravilna stvar. Ne? Za dobrobit, tako, za dobrobit človeštva. To je, tudi malenkost je povezana s tem. Moja žena pravi, ja, dajmo jesti naravno hrano. Ja, dajmo pravo moko, dajmo prave zamesi, dajmo izkustvo in potem je to rešeno. In potem vidite, da nimamo niti kaj jesti, ki je tako enostavno, pa smo siti. Super. Torej, obstaja sistem, ki je v nas, ne, ki ga ne poznamo, vendar ga moramo zbuditi. Moramo učiti. In če nekdo hoče, je treba spodbujati. Dej, probi to, ne, rečete mičkini, probi to, dej. Zdaj se povabimo, zdaj se umivajo laskalke, da prišel se eno ognjo. Pole pa sama se učijo. Izkušnja, brez izkušnje. Ni nič, ne. Tudi dr. Kononenko, sem ga imel glih prejšnjo oddajo, je rekel, izkušnja, ne duhovna. Ko enkrat doživiš to stanje enosti, stanje resnice. Fizičnosti in potem tudi duhovnosti. Ima vse povezano. Če ti ne misliš pravilno, ne bo prišel do tega rezultata. Ne more priti. Ne. Če pa postavi si program, miselni program, koncentriraj se. Kaj pa po Bhagavad Giti, zdaj mi je še dol prišlo vprašanje, ne? Tam piše, da pač smo se mi kot duše enkrat odločili, da želimo iti v to majo, v to iluzijo, da želimo izkušati ta materialni svet. In potem smo videli, ne, kako trpimo, kako nam ni fajn. In zdaj se že toliko inkarnacij trudimo iti nazaj domov k izvoru. Ne? Kakšna beseda na to temo mogoče še? Ja,
ko se duše dozorijo, odletijo, odidejo v Vajkunto Damu. Domov. Slovenska beseda, Vajkunta Dama. Je v Siriusu ena posebna zvezda, to je povedal Sai Baba. Je taka barva, vijoličasta barva, zato tu golščina ima tudi tako vijoličasto barvo. Ja. Moja priljubljena barva, vijolična. In treba začeti, vsak trenutek lahko začnemo. Ne vem, tudi vežbene telesa, kultura, ta recimo šaolinska kultura, židovska kultura, tudi. To so velike civilizacije, ki so s pomočjo telesa tudi prišle do duhovnosti. Ne? Ampak ti si uporabljal sabljo, ampak nisi smel uporabiti, nisi pridal krvi. Ti si lahko vse pripravljal. In oni so zelo naprej, ne? Tudi njihova arhitektura. Mi tukaj pozabljamo, da imamo eno civilizacijo arhitekture, kmečko kulturo. In potem, ko urinemo eno arabsko hišo med stara naselja, to je katastrofa. Ne? Mi delamo napake velike, ne? In to bi morala univerza skrbeti, ne? Pa tudi država na vse zadnje. Ne? Svoboda ima pravilno stvar delati. Ne? To je važno. Ne? Kar je prav, je prav. Vse, če sledimo modrosti srca, ne moremo delati napak, je tako? Modrost je izkustvo. In pomeni beseda moder. Ja, da gremo v nebo, ne? Ja, modrost, to je to. Tako, in modrost pridobimo z izkušnjami tekom življenja. Profesor, če nima za pokazati dela, ne more biti profesor, mu piše doktor to. To je nepomembno, pomembna so dela. Potem kaj če mu tisto, ne? Tisto pa za zdravo. Ja. In vse na papirju. Je treba svoje stvari izdelati. Vsak na svojem področju. Super, odlično. Nažalost se nama čas izteka, še bi kramljal, še bi se pogovarjal z vami, bilo mi je res v čast, izjemno veselje, res moj globok poklon, moj globoko spoštovanje. Pozdrav vsem prijateljem, ki so v zadnje, tudi gospodu Venetu in tukaj mojstri, Nataši in mojstru. Hvala celotni ekipi. In Tatjana, ki nas je sprijela. Da jih malo kruha, da da gor popeč. Aha, lahko ga damo malo gor, ja, odlično. Tako da evo, danes malo drugače zaključujemo, bolj sproščeno, bolj spontano na terenu. Tako da bilo mi je v veselje, da ste bili z menoj oziroma z nami v tej oddaji Prebujeno srce iz Slovenije. Se gledamo prihodnjič, bodite v srcu, ostanimo povezani in se gledamo. Hvala vam, ker ste.